Gospe in gospodje, spoštovane udeleženke in udeleženci kongresa, pozdravljeni v imenu nadzornega odbora. V veselje mi je, da lahko v imenu nadzornega odbora povem, da smo lahko zadovoljni s smotrnostjo in zakonitostjo poslovanja Nove Slovenije v preteklem obdobju. Nadzorni odbor ni zaznal nobenih pomembnih odstopanj in tudi Računsko sodišče, ki spremlja poslovanje političnih strank, ni imelo posebnih pripomb na poslovanje stranke v preteklem obdobju. Vsi organi stranke se trudijo poslovati učinkovito in varčno. Po napornem, tudi stroškovno in finančno napornem letu 2014, letu trojnih volitev, smo poravnali vse obveznosti in že tudi sposojena sredstva, ki so bila porabljena za te volilne kampanje. Tega smo lahko veseli. Kljub temu pa seveda nismo povsem zadovoljni s stanjem naših financ. Lahko bi bile boljše. Prihodki nam ne naraščajo, glede na želje in potrebe, te pa so vsak dan večje. Želimo biti bolj prisotni, imeti več dogodkov na terenu, več izobraževanja, boljšo strokovno pomoč in s tem močnejšo prisotnost v javnosti in političnem prostoru. Predvideni letni dohodki znašajo 540 tisoč evrov. Polovico naj bi bilo na državni, polovico na občinski ravni. Od tega je prispevek države kar 2/3 v obliki teh in drugih donacij. Pri plačani članarini za leto 2014 smo tudi lahko manj zadovoljni. Plačala je namreč samo četrtina članov. Tu lahko še marsikaj storimo. Povprečna članarina, plačana članarina je bila 18 evrov, zaželena je 15 evrov. In imamo 25 rednih donatorjev, ki je prispevalo kar za 10% plačane članarine. Ker drugi verjetno ne bodo, bom v imenu nadzornega odbora pozval vse vas, vse nas in vse člane k izpolnjevanju naših članskih obveznosti. Imamo sicer določilo, da kdor ne more, mu ni treba plačevati, a prepričan sem, da teh ni nekaj tisoč. Namreč, če bi vsi plačali le članarino, bi stranka razpolagala na letnem nivoju kar 100 tisoč evri več. Potrebujemo jih. Pozvati pa sem dolžan tudi funkcionarje na državni in občinski ravni, da dogovorjenih 5% od njihovih prihodkov kot svetnikov, članov raznih odborov, le namenijo stranki, kot je dogovor. Ob tem pa moram pohvaliti naše poslance, ti izpolnjujejo to obveznost 100%. Vendar seveda finance niso same sebi namen. Tu smo z razlogom, tu je naš program, ki ga lahko uresničujemo in ga želimo, vendar vemo, da prazna vreča ne stoji pokonci. Izzivov imamo veliko, želimo delati odgovorno in pošteno politiko. In še nekaj na aktualno, moje mnenje, seveda migrantsko vprašanje. Problem, ki nas lahko usodno zaznamuje, ob tem pa samo toliko. Previdnost je mati modrosti in na rešilni čoln ne moreš dati neskončno veliko ljudi, ker bodo potem vsi v vodi. Evropski kapitani naj se tega zavedajo. Uspešen kongres, dobre sklepe in še boljše uresničevanje. Hvala lepa.